Izkopali smo najbolj zgodno sorto krompirja v Sloveniji, to je sorta Arov. Vidimo, da ima kar velike gomolje. To je prvi mlad krompir, sicer nekateri ste kakšnega kifeljčarja že skopali, ampak ta krompir je bil sajen dokaj pozno. Vidimo pa, da ima še nekaj potencijala, tako da jaz bom rastlinjak še izdatno namočil, tako da ta krompir lahko še polni gomolje. Pustil ga bom še kakšen teden, 10 dni, tako da izkoristi ves svoj potencial in potem izkopal. Vidimo pa, da za zgoden krompir dobro urodi, ima velike gomolje, ki pa so še večji od tega. Je pa to super mlad krompir, lahko ga samo kar z roko, kožico olupimo, spečemo in je idealen za v pečico, za domače krompirjeve jedi. Vsekakor pa se ta sorta tudi tukaj dobro skladišči, ostane tam do novega leta, tako da priporočam sajenje te sorte, če želite debel, zgoden krompir, ki pravzaprav tudi kar nekaj časa zdrži. Gredo za sajenje endivije pravzaprav pripravim kar z ruskimi vilami. Vidimo, da delam samo z eno roko in še to z levo, čeprav sem desničar, pa gre zelo enostavno, tako da orodje vlečem nazaj, rahlo pomikam. Če se ne drobijo vse grude tako kot je treba, je zemlja ali preveč suha ali preveč vlažna. Tukaj je nekoliko bolj suha, kajti namerno nisem prekomerno zalival, da bo obdelava lažja. Ampak vidimo, da gremo samo dvakrat čez, enkrat v eno smer, enkrat v drugo in je že zemlja drobno grudičasta. Potem vse skupaj samo še spravimo drobno grudičasto strukturo z ročno frezamici, večkrat potegnemo, na koncu pa potem niveliramo gredico samo še z grabljami, tako da je gredica ravna in pripravljena na setev, sajenje. Seveda, tam, kjer je bolj trdo, bolj greste mogoče samo do polovice. Tudi v poletnem času gredice lahko pripravljate tako, da jih rahljate samo do globine 15 cm, da preveč ne vznemirjate talnih mikroorganizmov. Ampak danes je oblačno vreme, jaz bom na to gredo postavil še zastirko, jo zalil in endivija in mikroorganizmi v tleh se bodo odlično počutili, predvsem pa se bodo sadike bistveno lažje ukoreninile, ker bo idealno razmerje med zrakom in vodo in trdnimi delci, tako da se kar splača potruditi, dobro pripraviti zemljo, kajti potem rastline zelo dobro uspevajo. Tako, gredica po špinači je urejena, posadili smo endivijo. Gre za sorto Nataša. Ta sorta je pri nas zelo priljubljena, otroci ima zelo radi. Na začetku je, vidimo, zelena, potem pa se cela sredica obarva rumeno. Izdatno smo zalili celo gredo, kajti sadike po sajenju je treba dobro zaliti. Razdalja sajenja pa je v vrsti 30 cm, med vrsti 40 cm, da bolje izkoristimo celoten prostor, posadimo v trikotnik. No, na to gredo je dobro potem naknadno postaviti še zastirko, ohranjati vlažna tla, posebej v tem začetnem obdobju, in to je tisto najbolj pomembno. Nikakor nismo gnojili, kajti dovolj je hranil še od spomladanskega gnojenja. Sorto Nataša pa pobiramo približno 50 dni po sajenju. Te sadike prihajajo iz osrčja Prlekije, to so sadike Kornos, slovenskega pridelovalca. Z njimi sem zelo zadovoljen že vrsto let in tudi druge rastline, ki rastejo na vrtu, so z te vrtnarije, kar zagotavlja dobro slovensko kakovost. No, tukaj imamo krompir Twister, ki je naravno odporen na krompirjevo plesen. Se lepo razrašča, tudi sajen dokaj pozno v aprilu, ampak lepo napreduje v rasti, tako da poleg sorte Levante
in aluet so to 3 sorte, pravzaprav, ki so odporne na to najbolj nevarno bolezen krompirja, ki je pravzaprav težavna v deževnih letih. Imeli pa smo težavo tudi z bramorjem, ki nam je napadel tudi kapusnice, obžrl korenine mladih rastlin. Na vrtu smo ukrepali, no tukaj vidimo, da je bramor še vedno aktiven. To je njegov rov, majhen, za prst. Seveda smo zalili z entomopatogenimi ogorčicami, kar pomeni, da smo ukrepali na biotičen način, odstranili zastirko, dela je bilo kar nekaj in na ta način potem te ogorčice napadajo bramorja, delujejo tam že po kakšnem tednu, takrat smo že našli počasnele primerke. Potem, ko bramor pogine, se v njem razmnožijo in potem nadaljujejo napad novih bramorjev. Tako da prvič zalijamo z ogorčicami, ko je temperatura tal nad 12 stopinj, drugič pa ponovimo čez kakšnih 14 dni, v spomladanskem času, najboljše je to v mesecu maju, potem tretjič pa ukrepamo še v jeseni, najbolje v septembru, ko se temperature spustijo. Vedno pa je treba skrbeti za vlažna tla. Tukaj nam še ni uspelo dodati zastirke, ampak tukaj je zemlja spodaj vlažna, tako da ogorčice lahko delajo, kar nekaj tudi dežja in na ta način se ga kar dokaj hitro lahko znebimo. No, tukaj imamo nadzemno kolerabico, meni je bolj okusna, sicer vijolična. Nadzemna kolerabica bo počasi pripravljena za spravilo, še kakšen teden, vrtnine lepo napredujejo. Prav tako poberemo blitvo, potem špinačo, solata tukaj med porom lepo pokriva gredo kot mešan posevek. No, plodovke, če pogledamo naprej, pa smo vseeno zaradi hladnih majskih noči, letošnji maj je dokaj hladen, vsaj sadili smo rastline po 20. maju, ampak vseeno so temperature še padle. Take vrtne tkanine sicer nekoliko pomagajo, veliko ne, če sedimo v začetku mesta še stopinjo 2. Tukaj spodaj imamo ravno paradižnike, vse skupaj bomo odstranili, ko se vreme nekoliko bolj stabilizira. Počasi se bomo že pripravljali na sajenje novih vrtnin, ki bodo zapolnile prazne prostore. Upamo pa tudi, da se bramorja v tem letu rešimo. Videli smo že, da je bolj počasen, da počasi se ustavlja življenjska energija in biotično varstvo je zagotovo ena izmed rešitev, ki se jo poslužujemo v našem vrtu. Tako, vrt je v maju, začetku junija najlepši, v tem času pobiramo tudi majske jagode, nekaj uši se je pojavilo na ribezu, zelo lepo cvetijo robide, ki nastavljajo cvet oziroma rodnost v tem letu. Vsekakor pa se veselimo tudi nasada jagodiča, tako rastlinjak, zelenjavni vrt in jagodiče vam omogočajo samooskrbo skozi celo leto, tako da mi dejansko na 120 kvadratih zelenjavnega vrta, 30 kvadratnih metrov rastlinjaka in 400 kvadratnih metrov jagodiče pridelamo dovolj zelenjave za širšo družino in smo pravzaprav v celoti samooskrbni. Dela pa ni veliko, en dan na teden, in če je pri tem cela družina, je veselje še večje.